Dober večer. Naj bo hrana vaše zdravilo, je dejal že Hipokrat. In od tega, kaj zaužijemo, je odvisno veliko stvari. V prvi vrsti je to povezano z našim zdravjem in počutjem. Koliko možnosti v današnjem urbanem času in tehnološkem svetu pa sploh imamo, da izberemo in posežemo po kakovostno, lokalno pridelani hrani, je eno ključnih vprašanj. In moji današnji gostje bodo vsekakor na to temo imeli povedati veliko zanimivega. Prisrčen pozdrav magistrici Tanji Strniša, državni sekretarki na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dobrodošli. Dober večer. Potem dober večer želim županu občine Mokronog Trbeljno, Anton Maler. Dober večer. Z nami tudi doktorica Milena Kramer-Zupan, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto. Prijazen dober večer. In pa Nejc Rumpret, predstavnik kmetije Karlovček. Dober večer tudi vam. Dober večer. Uvodoma bi začel kar z vami, gospod Tanja Strniša. Torej, veliko se govori o kakovostno pridelani lokalni hrani in njeni ponudbi. Kot sem dejal pa že uvodoma, kakšne pa so sploh možnosti oziroma so prednosti, ko pa dejansko na trgovskih policah lahko izbiramo hrano iz celega sveta? Vsekakor je veliko študij, ne samo kmetijskih, ampak predvsem tudi zdravstvenih, ki povejo, da je hrana, ki je lokalno pridelana, ki ne prestane dolge poti transporta od pridelave, bi rekla od njive do mize, da je bolj kakovostna, ker ohrani na tak način več mineralov, več vitaminov, ker je pobrana v času optimalne zrelosti. In tudi ne samo pri rastlinskih proizvodih, celo za mleko, če ni procesirano in če ni ta proces od kmetije do potrošnika predolg, vse študije kažejo, da je bolj zdravo, prav tako za meso. Tako da mi kot potrošniki seveda lahko zberemo, ko gremo v trgovino, hrana je primerno označena, mi se tudi kot ministrstvo trudimo, da lokalno hrano zdaj še s to shemo izbrana kakovost Slovenija še posebej označimo, tako da potrošniku olajšamo nakup, da lahko tako hrano izbere. Seveda si pa želimo, da bi bila lokalna hrana, a pa da bi to, kar uživamo, bilo iz lokalnega okolja, iz lokalno pridelane hrane, tudi takrat, kadar ne vidimo izvora napisanega na embalaži, ko recimo govorimo o tem, kaj jedo naši otroci v vrtcih, šolah, kakšna hrana je na voljo bolnikom v bolnicah ali pa starostnikih. Gre za take skupine ljudi, ki so še bolj ranljivi, za katere je z zdravstvenega vidika še bolj pomembno, da imajo uravnoteženo in zdravo hrano. No, ker tukaj bi nadaljeval z vami, dr. Milena Kramer-Zupan, torej potrošniki imamo možnost, pač lahko izbiramo v trgovinah na trgovskih policah. Kakšne možnosti pa so, na primer, v javnih zavodih, kot je že omenila gospa Strniša, vrtci, šole, bolnišnice, kako je pri vas? Pri nas v Splošni bolnišnici Novo mesto moram povedati, da imajo bolniki na razpolago kakovostno in zdravo prehrano. Saj se še kako zavedamo, da je dobra prehranjenost bolnikov ključnega pomena za hitre in dobre izide zdravljenja. Zato kljub temu, da večino živil nabavljamo po sistemu javnega naročanja, lahko povem, da so slovenskega porekla. Razen, mogoče, kar pa je problem na slovenskem trgu, je v sezoni zima in zgodaj spomladi, ko na slovenskem trgu primanjkuje slovenskih živil, predvsem sadja in zelenjave. Drugo, kar bi rada poudarila, je, da v Splošni bolnišnici skoraj 70% vseh obrokov pripravimo kot dietetične, torej po sistemu dietnih obrokov, kar pomeni, da glede na to, da imajo ta živila, vsebujejo torej manj sladkorja, manj soli in tudi manj maščob, da je kakovost teh živil še kako pomembna, torej da je še kako pomembno, da so to živila sezonsko pridelana in lokalnega oziroma slovenskega porekla. Gospod Tanja Strniša, glede na strategijo Ministrstva za kmetijstvo in tudi, rekel, neko usmeritev naše države, zakaj je pomembno, da je tudi v javnih ustanovah na jedilnikih čim več lokalno pridelane hrane?
No, to je del strategije našega ministrstva in Ministrstva za zdravje. Imamo tudi skupne projekte, s katerimi podpiramo lokalno hrano. Eden od vidikov je bil že izpostavljen, to, da predvsem kot potrošniki oziroma kot ljudje dobimo čim bolj kakovostno hrano. So pa tu še drugi vidiki. Lokalna hrana ima manj negativnega vpliva na okolje. Hrana s prevozi, s hlajenjem, s predelavo povzroča tudi okoljske stroške, ki so nepotrebni, če je ta pot od njive do mize kratka. Poleg tega, če podpiramo lokalno pridelavo, potem tudi podpiramo obdelanost našega podeželja, poseljenost, podpiramo lokalne kmete. Pri nas imamo težke razmere za kmetijstvo, pridelava je draga, ampak je pa kakovostna. To, da imamo mi majhne kmetije, da nimamo intenzivnega kmetijstva, ko je značilno recimo za severno ali pa zahodno Evropo, to je prednost, ker se odrazi na konec koncev v kakovostni prehrani. Tako da zasledujemo s tem, ko poslušujemo lokalno hrano, tako cilje kmetijske politike kot zdravstvene politike. No, javni zavodi morajo pri naročanju hrane upoštevati pravila za javno naročanje, kjer pa je en zelo pomemben segment seveda tudi, ali celo lahko rečem, odločilen, če se motim, me bosta obe popravili, kajti to vprašanje predvsem za zdaj namenjam vama. Odločilno vlogo igra cena. Sprašujemo se upravičeno, kje je tukaj kakovost, pa zupam pa. Moram povedati, da imamo v splošni bolnišnici nastavljene mehanizme, s katerimi poskušamo in s katerimi nam, moram reči, kar v veliki meri tudi uspeva vzdrževati konstantno kakovost živil oziroma prehrane. Najprej, čeprav večina hrane, kot sem povedala, oziroma živil nabavljamo po sistemu javnega naročanja, imamo tudi možnost lokalne nabave in to tudi pridno izkoriščamo. Pa vendar, še pred samim začetkom javnega naročanja vzpostavimo standarde kakovosti. In še pred razpisom pozovemo vse pridelovalce, ponudnike hrane k vzorčenju, torej da nam pošljejo svoje vzorce živil, ki jih testiramo, in potem samo tiste ponudnike, ki uspešno prestanejo ta test kakovosti, dejansko pozovemo k javnemu naročilu. To je prvo. Drugo, tudi že s samimi pogodbami se zavarujemo v členu, da v primeru nekakovostnega dobave živil odstopimo kot bolnišnica od pogodbe. V primeru, da se to 3-krat zgodi za določeno živilo, bolnišnica odstopi od pogodbe in moram reči, da to tudi počnemo. Nazadnje se nam je to zgodilo pri mesnem, torej pri mesu, pri nabavi mesa. Tako da lahko rečem, da ne glede na to, da je lokalno pridelana hrana sicer nekoliko dražja, v povprečju do 20%, da kljub temu se poslužujemo veliko tudi lokalno pridelane hrane, predvsem pa, da tudi tisto hrano, torej tista živila, ki nabavljamo po sistemu javnega naročanja, glavnino teh živil ima slovensko poreklo. Kako je z temi pravili za javno naročanje, gospa Strniša? Vi veliko ste v stiku s terenom, marsikaj vam povedo, tudi v nadaljevanju bomo slišali primere iz praks. Kaj zaznavate? No, torej, tako kot za vse drugo blago in storitve, ko gre za javne zavode, se morajo upoštevati pravila za javno naročanje, tudi ko gre za hrano. Mi smo si sicer želeli kot ministrstvo in smo tudi predlagali Ministrstvo za javno upravo, da bi bila hrana izločena iz pravil javnega naročanja, zato da bi ti zavodi res lahko naročili neposredno tisto, kar mislijo, da je za njihove klijente, otroke, bolnike najboljše. Ampak tega ne dovoljuje evropski pravni red. So pa drugi inštrumenti, s katerimi lahko lokalno hrano kljub temu pripeljamo skozi sistem javnega naročanja v zavode. Eno je, da zakon dopušča izjemo, da se lahko 20% hrane naroči brez javnih naročil, brez razpisa, kar neposredno od pridelovalcev, in to daje največjo možnost, da vsaka šola v svojem okolju, bolnišnica, dom starejših občanov poišče tiste pridelovalce, ki imajo določen proizvod in od njih neposredno naroči. Ta omejitev 20% velja za posamezen sklop
in hkrati tudi ne sme preseči 80 tisoč v enem sklopu. To sta pač dve omejitvi. Ampak tukaj se to že mnogo šol s pridom izkorišča. Drugo pa je, da tudi zakon pravi, da ko gre za hrano, ni treba upoštevati samo, tudi ko da naročamo skozi razpis, da je merilo najnižja cena. Ker v kmetijstvu pa pri hrani pomeni najnižja cena zelo verjetno tudi zelo nizko kakovost, ker taka hrana prihaja iz nekega intenzivnega kmetijstva, mogoče tudi prav od drugod in običajno ni primerne kakovosti, ali pa pač ni take kakovosti kot lokalna hrana. V tem primeru pa se lahko upošteva, da kot prednostni kriterij, da lahko šola, da je to živilo v shemah kakovosti. Mi imamo zbrano kakovost, imamo ekološko hrano, imamo druge sheme više kakovosti. Lahko se upošteva tudi ta faktor okoljskih stroškov. In kot sem že prej omenila, hrana, ki pride od daleč, ki se prevaža, naredi več okoljskih stroškov in manj transportnih stroškov, je lahko tudi kriterij pri izboru živil. In mi smo zdaj na razne načine tudi seminarji, stečaji, ki nabavljajo hrano v šolah, v bolnišnicah, pravzaprav učili, kako pripraviti javna naročila, kako definirati to kakovost hrane in kakovost živil, kako se pač v sklopu enih vrste živil loči eno živilo od drugega, po katerih kriterijih, zato da se lahko skozi merila ta kriterij kakovosti, potem s temi kriteriji tudi kakovost hrane doseže. Dali ste odlično iztočnico, da bomo sedaj videli, kako stvari potekajo v praksi. Namreč odpravili smo se na teren in ravnateljici dveh osnovnih šol povprašali, kako dejansko vse skupaj izgleda v našem vsakdanu. Poglejmo, kaj smo izvedeli na prvo vprašanje. Vprašali pa smo ju, po kakšnem ključu oziroma sistemu poteka naročanje hrane. Režija, prosim, posnetek. Slovenska hrana je zastopana v velikem deležu, saj je poleg naštetega slovensko v celoti perutninsko meso, kruh in pekovski izdelki, večina sokov in testenin. Ekološka živila so razen sadja in zelenjave slovenskega porekla. Žal so zelenjava in meso razen perutninskega skupine živil, kjer prevladuje delež uvoženih. V zadnjem obdobju čutimo posledice lanske spomladanske pozebe, saj je na razpolago manj lokalnega sadja in žal prevladuje uvoženo. Šola je vključena tudi v shemo šolskega sadja in zelenjave, v okviru katere si prizadevamo naročati hrano, ki je pridelana v domačem okolju in naročena neposredno pri pridelovalcih. Pogost problem so naše manjše potrebe po količinah, kar je za večje pridelovalce nezanimivo. Čas počitnic, ko ni pouka, zmanjšuje naše potrebe po živilih. Žal pa je ravno v tem času na voljo več sadja in zelenjave. V osnovni šoli Karmel, kjer izvajamo 2 programa, vrtec in šolo, vsak dan pripravljamo približno 650 obrokov. Obroke pripravljamo za 11-mesečne otroke, kot za vse šolarje in tudi odrasle. Zato nam je še toliko bolj pomembno, da v čim večji meri zagotavljamo svežo, kvalitetno, ekološko, zdravo in pa varno hrano. Temu posvečamo zelo veliko pozornosti, časa, energije, zdravi hrani dajemo velik pomen z vidika priprave, organizacije in tudi z vzgojno-izobraževalnega vidika. Lokalno hrano nam dobavlja 13 kmetij, kmečka zadruga Sevnica, zadruga Natura, ribogojnica in tudi pekarna. Naročila posredujemo neposredno kmetom, nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetijah in pa tudi zadrugam. Dobavljamo domačo meso, mlečne izdelke, sezonsko zelenjavo, sadje, goveje meso, domač kruh, tudi kruh iz krušne peči, jajca in v zadnjem času tudi testenine. Tako, slišali in videli smo, kako stvari pri naročanju lokalno pridelane kakovostne hrane potekajo v praksi. Seveda je pa sedaj potrebno to malce pokomentirati, pa najprej državna sekretarka Tanja Strniša, kaj pravite na vse to, kako izgleda na terenu?
No, najprej bi pohvalila obe ravnateljici in oba primera, ki pokažeta, da se da. Izpostavlja sta tudi prave probleme. A ne? Šola ali pa zavod, ki potrebuje celo leto hrano, mora imeti potem dobavitelj, je včasih težava, če dobavitelj nima ves čas tega živila na razpolago in obratno. Ne? Če nekdo dobavlja šoli sveže sadje pa zelenjavo, pa šola ravno takrat nima toliko časa, nima potreb, ko je tega največ na trgu, pravi, treba je združiti ali pa nekako ponudba in popraševanje se morata soočiti. Ampak jaz bi mogoče še nekaj številk dodala k tem, ki so bile podane strani ravnateljice. Ona je rekla nekaj čez 600 obrokov vsak dan. V Sloveniji pa se v vzgojno-izobraževalnih ustanovah samo vsak dan postreže 650 tisoč obrokov. In vrednost vse te hrane je v šolskih zavodih ocenjena na 120 milijonov letno. Na vseh zavodih v Sloveniji pa še dvakrat več, se pravi 240 milijonov. Gre za velike količine hrane, je pa treba več napora, da se soočita zavod ali pa šola pa pridelovalec. Jaz bi mogoče v nadaljevanju še kaj več povedala, ampak mi smo poskušali tudi to ponudbo nekako združiti in omogočati, da se ta pot hitreje najde skozi en elektronski katalog, ki so ga sicer pripravili na Gospodarski zbornici Slovenije, mi ga pa podpiramo in ki v bistvu da javnim zavodom pa informacijo o tem, kje lahko regionalno dobijo kakšno hrano, v katerem času, ne samo za te osnovne surove izdelke, ampak tudi za predelane izdelke za vso živilsko industrijo. Ali lahko morda kakšno primerjavo potegnemo med Splošno bolnišnico Novo mesto in tem dvema primeroma? Ja, ko sem poslušala obe ravnateljici, zelo podobna zgodba je tudi v bolnišnici. Pri nas jaz moram reči, da niso toliko problem javna naročila, ampak dejansko zmožnosti zagotavljanja konstantne količine doma pridelanih živil strani domačih proizvajalcev oziroma lokalnih proizvajalcev. V bolnišnici, podobno kot v šolah, samo zamenjeni termini. Mi največ zelenjave in sadje potrebujemo ravno v zimskem času, ker imamo največje število bolnikov in zgodnjem spomladanskem. In žal v tem obdobju domači proizvajalci ne zmorejo zagotavljati predvsem živil sadje in zelenjave, ki, kot vemo, jih največ porabimo in so tudi najbolj zdrava. In to je problem tako bolnišnice kot, verjamem, šole in sploh države Slovenije pri zagotavljanju domače, zdrave in kakovostno sezonsko pridelane hrane. Torej imamo premalo proizvajalcev, premajhno število proizvajalcev za potrebe, ki jih imamo v Sloveniji. In tukaj res polagam na srce, moram reči, da se kmetijsko ministrstvo in država v zadnjih obdobjih resnično izjemno trudi, vendar bo potrebno še veliko naporov. Zakaj biti tako odvisen od najbolj vitalne prehrane, se pravi sadje in zelenjave, od uvoza. Tudi pri nas v bolnišnici žal največ uvažamo, podobno kot so povedali na šoli, vso mlečne izdelke, mleko, meso, v glavnem imamo vse slovenskega porekla, tudi kruh, močne izdelke, žal pa sadje in zelenjave, predvsem v tem zimskem oziroma zgodnjem pomladanskem obdobju uvažamo iz sosednjih držav. Hvala Bogu, vsaj sosednjih držav, glede transporta, da res da ne uvažamo iz kakšnih eksotičnih in daljnih dežel in vsaj približno tukaj nekaj naredimo na kakovosti. Skratka, to se mi zdi za izpostaviti kot problem in škoda, da je temu tako. Slišali smo primer dobre prakse iz vaše občine, iz osnovne šole Župan Anton Maver. Bi lahko recimo občina se še kaj bolj dejavno vključila v ta trikotnik nabava, potrošnik in javna naročila in tako naprej? Glede na slišano strani obeh ravnateljic in napovedano v tem studiu nocoj, lahko upravičeno ugotovimo, da je narejen v zadnjih letih zelo velik premik v smeri
čim več lokalno pridelane hrane v javne ustanove. In to nam uspeva. Zdaj, ali je ta 20%, ta limit, ta prav ali ne, morda bi sam komentiral v tej smeri, da bi se kazalo prizadevati v tej smeri, da bi se ta procent povečal. In na drugi strani, seveda, treba je najti en način vzpodbude, ki bodo lokalne pridelovalce hrane dodatno motivirale in da bodo se odločali za več doma pridelane hrane, ki bi jo potem z nekim načinom spravili v te javne zavode. Jaz sem prepričan, da so ljudje pripravljeni se več angažirati, samo treba jim je zagotoviti trg, torej javne zavode, kjer bodo sprejeli, kjer bodo imeli možnost sprejeti te več hrane. Poletni meseci so morda res malo, saj za šolstvo, diskutabel, ampak za vse ostale, za pomladne mesece in pa za jesen, pa verjamem, da bodo naši pridni predelovalci to še kako tudi na račun današnje oddaje začeli razmišljati o večji pridelavi. Odlični izhodišči za naslednji dve vprašanji. Gospa Tanja Strniša, je možno dvigniti ta 20% prag? Zaenkrat Evropska direktiva tega ne omogoča, je to pač zgornji limit. Ampak seveda, če bo kdaj razprava o tem, bo Slovenija sigurno tista, ki se bo zavzemala, da saj pri hrani tega limita ni, ali pa da je višji, ravno s temi argumenti, da gre pri hrani res za to, da ima učinek tudi na zdravje, in da ko govorimo o teh ranljivih skupinah, je to pomemben faktor. No in odlična iztočnica tudi za našega četrtega gosta, če tako rečem, Nejc Rumpret je z nami, kmetija Karlovček v ožjem dolenjskem prostoru, izredno pomemben dobavitelj domače lokalno pridelane hrane za javne zavode, nekaj moč gledalci vidite tukaj v studiu. Torej, gospod Nejc, ste dovolj motivirani, da bi še več pridelovali, kako zgleda v praksi? Slišali smo zdaj drugo stran, zdaj pa še vi iz prve roke. Res je, kot lokalni pridelovalci imamo interes sodelovati z javnimi zavodi, predvsem na lokalnem področju in jim zagotavljati tako sadje kot zelenjavo. Je pa res, da zagotavljamo v določenem času, kadar se lahko samo živila tudi pridelujejo. S strani sadja je to predvsem jesenski čas in pa potem zimski, tudi do spomladnih mesecih lahko še zagotavljamo. Zdaj smo imeli pač lansko leto pozebo, tako da nam je malo prekležalo načrte. Kar se tiče zelenjave, pa je nekako bolj enostavna proizvodnja, ker se lahko načrtuje, v katerih mesecih bi mogla biti nekoliko večja količina tega na razpolago, kot pa v poletnih, kjer so pač zavodi nekateri zaprti in nimajo tako velike potrošnje tega sadja, zelenjave. Kakšne so pa vaše izkušnje v tem sodelovanju, v tej komunikaciji, ko se dogovorite, da boste pač z svojimi proizvodi zalagali en javni zavod? Moram reči, da so zavodi kar dovzetni do tega in se radi odzovejo na lokalno pridelano sadje. Mi sodelujemo predvsem z zavodi, kot so šoli, vrtci na lokalnem področju, se pravi gledano Novomeška občina, Šentjernejska, Mirna Peč in pa še tudi nekatere druge. Predvsem so vrtci tisti, ki so za nas in pa tudi šole najbolj zanimivi, zato ker radi zagotavljamo predvsem otrokom sadje in pa zelenjavo, ki je zdrava. Zato sadje in zelenjavo prejemamo tudi certifikate, tako integrirana pridelava, kot od letošnjega leta naprej tudi višja kakovost za sadje. So potem tudi še drugi certifikati kot ekološko in pa Global Gap, ki so tudi zahtevni po svoji in jasno, da z vsemi temi certifikati se spopadeš, vsak ima neke svoje zahteve, zato je tudi na koncu cena tega sadja in zelenjave nekoliko više, ker pač zahteva neke administrativne in pa tudi stvari, ki pač potegnejo za seboj neke stroške. Odlično izhodišče pri ceni, višja cena, sicer je gospod Nejc Rumpret dejal, da njegove izkušnje so dobre, ampak
Morda laično vprašanje, ampak gledalce bo to sigurno zanimalo. Gospa Tanja Strniša, ali javni zavodi sploh lahko naročajo hrano lokalnega izvora? Seveda je lahko, ampak dostikrat slišimo, da vsaj pri drugih javnih naročilih je tako, da ena ključna je cena in da potem marsikdaj je kakovost v drugem planu. Kakšen je vaš pogled strokoven, kad to področje dobro poznate? Ja, po mojem prepričanju je pri hrani res treba, da če kakšen drug kriterij, ko gre za javno naročanje, in ne samo najnižjo ceno, ker za najnižjo ceno bomo dobili slabo kakovost živil. Zaradi tega gospod Nec je Rumpret je lepo omenil, da imajo tudi določene certifikate za ekološka živila, za Global Gap, za izbrano kakovost bodo imeli, kadar bo tudi za jabolka, zdaj je ravno v postopku. In recimo šola lahko reče, naročam jabolka za shemo višja kakovost, in izbrana kakovost Slovenija je višja kakovost, in če je to kriterij, potem ne bojo prišla upoštev jabolka, ki pridejo nekje iz uvoza, pa nimajo nobenega certifikata višje kakovosti. To je pot, kako prideš. Mogoče bi jaz povedala, da to, da je dražja hrana, mogoče ni tak problem, kot se na prvi pogled sliši. Ker meni je nekoč en župan rekel, ne naš, ne današnji sogovornik, da v njegovem vrtcu, ki je pač ustanovitelj, je hrana predstavlja 6% vseh stroškov. In v bolnišnici, jaz imamo podatek za te velike sisteme, naj bi bil ta odstotek še nižji. Se pravi, ni hrana izključen strošek, če se zavedamo, da prispeva nekaj k zdravju teh skupin. Zaradi tega moramo res dati v ospredje kakovost. Ni seveda prav, ne bi bilo prav, da bi mi lokalno hrano nabavljali, če ne bi bila v resnici boljše kakovosti, kot je kakšna druga hrana. Potem bi morali reči, pa izbrati tisto, kar je cenejše. Ampak mi trdimo, da lahko ponudimo boljše in da zaradi tega tudi kljub, če je višja cena, pridemo skozi. Je pa mogoče se zaradi te bolj stalne ponudbe, to se zavedamo, tudi mi kot ministrstvo podpiramo tudi investicije v recimo pri zelenjavi je ključno imeti rastlinjake oziroma plastenjake, da se raztegne ta pridalava ali pa pri kakšnih jagodah od zgodne pomladi pa solate do pozne jeseni, zaradi tega, da je ta čas ponudbe čim daljši. Gospa Strniša je nekako osvetlila ta poslovni vidik pri zagotavljanju lokalne hrane v javnih zavodih. Verjetno bi tukaj lahko kaj dodali, gospa Kramec Zupanova. Tu sem želela povedati, da je najdražja hrana, da je najcenejša hrana, se strinjam tukaj, da je kakovost glavna, pomeni, da je najdražja hrana najmanj kakovostna hrana. Ampak želela sem tu izpostaviti še en pomemben vidik, ki ga danes nismo povedali, to je ogromna količina zavržene hrane. In največja oziroma velika žalost je, da zavržemo največje količine najboljše, najbolj kakovostne hrane. Lahko povem iz lastne prakse, iz bolnišnice, kjer na leto pripravimo cirka 700 ton hrane, in od tega jo kar 300 ton zavržemo. Seveda iz različnih razlogov, nekaj tudi same priprave, ampak največ zaradi ostankov obrokov. Naj povem, da imamo kar 5% nedotaknjenih obrokov in lansko leto je bolnišnica, torej smo v bolnišnici kot edini v Sloveniji sodelovali v vseslovenskem projektu Ne mečemo hrane stran, ki so jo izvajali ekologi brez meja in prišli do strašljivih rezultatov, torej teh, kar sem povedala. Izjemna količina zavržene hrane in največja katastrofa, da je zavržemo ravno najbolj kakovostno hrano. Iz raziskave je bilo razvidno torej največ zelenjave, solate in juhe, torej največ najbolj zdrave hrane. In ko so bolnike spraševali v tej raziskavi, zakaj toliko ostankov hrane, je bilo seveda na prvem mestu, ker mi ne paše, nisem lačen in kot drugo, ni okusna, ni dovolj okusna. Jaz sem že na začetku povedala, da v bolnišnici pripravimo skoraj 70% vseh obrokov dietetično.
se pravi z manj soli, manj sladkorja, manj maščob in veste, težko je vzgajati bolnega človeka za zdravo hrano. Ko že takrat že tako in tako ni apetita in je torej slabši občutek, slabše počutje tudi za okus. Zato je preventiva tista, ki je še kako pomembna, se pravi v vrtcih, šolah, pa tudi doma v gospodinjstvih. Veste, iz te raziskave, ki so jo Ekologi brez meja naredili v lanskem letu, smo bolnišnice oziroma javni zavodi krepko za gospodinjstvi po zavrženi hrani. Skratka, kultura, da vendarle jemo zdravo, kakovostno, da je to resnično pripomore k našemu zdravju in da s tem lahko veliko sami pripomoremo, je izjemnega pomena in to ozaveščanje. Naj tudi povem, da jemo absolutno preveč sladko, slano, torej s preveč maščobi, preveč zabeljeno. Zakaj? Taka hrana je že v osnovi slabše kakovosti. Namreč doma pridelana sezonska kakovostna hrana ta ne potrebuje toliko raznih začimb in tako močnih začimb. In ja, želela bi to res izpostaviti, se pravi ta preventivni moment na zdravje, na zdravo prehrano. Te vrtoglave številke zavržene hrane seveda potrebujejo nek komentar, bomo zdaj kakšno minuto, dve se zadržali pri tem, župan Anton Maver. Te podatke, ki jih je direktorica nizala, so tudi za mene osebno in verjetno za širšo javnost zaskrbljujoči. Pozdravno pa je pri vsem tem, da se bolnišnica kot taka zelo trudi skupaj z vsemi svojimi možnosti in potencijali, da bo premaknila in jaz verjamem, da bo tam hrane zavržene še več. Mene pa bolj skrbi to, v privatnem življenju je tega najbrž še veliko, veliko več. To pa je problem, ki sega tako daleč, da bi moglo se to začeti že sami v osnovni šoli, pa še prej v obdobju predšolske vzgoje. Naj pa dodam, morda, ki sem že pri besedi, še to, da je bilo veliko narejenega v tej smeri, da bi bile dane možnosti čim več doma pridelane hrane spraviti v javne zavode. Na področju sadja, če se ne motim, teh omejitev ni. To je že en korak. In če bi znali poenostaviti, če tako rečem, te postopke, ki bi omogočali dobavo hrane, doma pridelane hrane v zavode, v javne zavode, tudi to bi bila dodatna motivacija za pridelovalce hrane. Tudi če ostane tistih 20%, ampak predvsem poenostaviti te postopke, kako spraviti to doma pridelano hrano tja. In pa to, kar sem že uvodoma rekel, vzpodbuditi. Kar to, če bo poenostavljen postopek, bo hkrati tudi vzpodbuda, to verjamem. Visoke številke odvržene hrane, ki jih je poudarila direktorica Splošne bolnišnice za zavod, ki ga vodi. Ja, žalosten podatek je, da v razvitem svetu zavržemo 40% hrane na koncu verige. Se pravi, v gospodinjstvih, restauracijah, trgovinah, zavodih. Zdaj seveda, ko je enkrat hrana na mizi, in če ni užita, je odpadek. To je pač en vidik. Zavodi lahko to samo s skrbnejšim načrtovanjem, kjer se da, ali pa v šolah, in to tudi delajo, da sistem zmanjša zavržke. Mi smo pa kot ministrstvo, to sem želela izpostaviti, lani uredili doniranje hrane, kadar gre pa za hrano, ki ni bila užita, ni bila še postrežena, pa ostane recimo, lahko tudi v javnem zavodu, ker ni pač, ne vem, toliko otrok v šoli, kakorkoli že, ali pa ostane v toploteki, v trgovini, v restauracijah, neporabljena, neoddana, ali pa tik pred iztekom. In dostikrat se je ta hrana zavrgla zaradi tega, ker je tisti, če bi jo doniral nekomu, ki tako hrano rabi, imamo ogromno tudi lačnih ali pa ljudi, ki nimajo dovolj kakovostne hrane, je bila taka hrana obremenjena z DDV-jem. To se je štelo kot darilo, kot donacija in na to je moral vsak obračunati davek na dodano vrednost. Lani smo v zakonu o kmetijstvu uredili
Pogoj je, da hrana je donirana, kadar jo vzame en posrednik, ki je humanitarna organizacija, zato da jo da nekomu, ki je pomoči potreben, in v tem primeru ni tega davka, tako da smo na ta način spodbudili tam, kjer ti viški nastanejo, da se hrana gre v resnici do pa ljudi, kjer se lahko porabi in se jim pomaga in ne da se zavrže. To je, poleg tega imamo pa prav zdaj v pripravi razpis, s katerim bomo pa pomagali tem humanitarnim organizacijam pri nabavi hladilnikov, pri nabavi teh aparatur, kjer hrana obdrži toploto, zato da ne pride seveda do poslabšanja kakovosti ali pa celo varnosti hrane, kar je pa tudi ključno. Ker hrana je pokvarljivo blago in naredimo lahko veliko škodo, če bi pri tem prišlo, pri rokovanju s tako hrano, do kakšne napake. Pa mogoče samo še en vidik, ko je bilo omenjeno to, da je vidik prav te zdrave hrane, manj slane, manj sladke. Tukaj pa bi jaz izpostavila dva napora ali pa dve veji živilske industrije slovenske, kjer delajo napor v smislu manj sladkorja. Prva je industrija pijač, ki se je zavezala, da bo zmanjševala sladkor v teh brezalkoholnih pijačah, da ne bo oglaševala brezalkoholnih pijač v šolah, pa na športnih prireditvah, tudi kadar so sponzorji. In druga je zdaj mlečna industrija, ki gre po isti poti, da so jogurti, tudi če so sadni, manj sladki in drugi izdelki. In potem k temu se pripravlja tudi pekarski sektor. Ključno je, da res ljudi, da okus navadimo na manj teh pregreh, ki slabo vplivajo na zdravje od malih nog do kasneje do odraslih, ker s tem tudi dosti vplivamo na dobro zdravje. Ja, stvari grejo več kot očitno v pravo smer, kar potrjujete z svojimi razmišljanji, komentarji. Nejc Rumpret, kako se pa vi soočate z to problematiko zavržene hrane, reklamacij kot pridelovalec? Kakšne so pa vaše izkušnje? Kot pridelovalci želimo skrbeti, da bi bilo teh reklamacij ali pa zavržene hrane čim manj. Jasno je, da če na nek zavod pripelješ neko slabo sadje ali pa zelenjavo, sledi reklamacija in s tem sledi tudi neka slaba luč, ki pade na pridelovalca in strmimo k temu, da tega ne bi bilo oziroma da bi bilo tega čim manj. Se včasih zgodi, da pride neka stvar ali hitro pokvarljiva ali da nekje dlje časa stoji in se zaradi tega potem tudi začne že kvariti, ampak skrbimo, da bi bilo tega čim manj. Bi pa radi v čim večjih zavodih bili prisotni, predvsem na tem lokalnem področju, zato ker s tem tudi mi kot lokalni pridelovalci skrbimo za zaposlenost ljudi in tudi, se pravi, nek krog finančni se zavrti v nekem domačem okolju. Kar je tudi konec koncev zelo pomembno. Torej, spremljate pogovorno oddajo, v kateri se pogovarjamo, ali je dovolj lokalno pridelane hrane v javnih zavodih. Bili smo na terenu, kot ste že videli na začetku, in poglejmo, kaj ste ravnateljici osnovne šole Mokronog in Krmelj povedali, odgovorili na vprašanje, v kolikšni meri je v njunih zavodih zastopana slovenska hrana. Osnovna šola Mokronog izbira ponudnike živil preko javnih razpisov. Za dobave do 20% živil pa poslujemo tudi z lokalnimi dobavitelji preko naročilnic ali sklenjenih letnih okvirnih sporazumov na osnovi zbiranja ponudb, oceni izdelkov in pogojih dobave. Vse to pri sami pripravi razpisne dokumentacije tudi upoštevamo. V vsakdanji praksi to pomeni redno spremljanje ponudb lokalnih dobaviteljev, ustrezno načrtovanje jedilnikov in naročanje živil pri lokalnih pridelovalcih. Tako otrokom vrtca in učencem šole v celoti zagotavljamo sveže mleko iz domačega okolja, ki nam ga dobavlja zadruga lokalne samooskrbe, ter jajca od ostalih dobaviteljev. Občasno otrokom ponudimo tudi domače jogurte in mlečne namaze. Naročamo ekološko meso ter meso iz lokalne prireje, občasno tudi kruh, domače lokalne pekarne ter ribe. Problem ekoloških živil je pogosto visoka cena, zato teh živil na jedilniku ni toliko, kot bi si želeli. Sistem javnega naročanja ni enostaven, zato smo veseli, da nam občina Sevnica poskrbi za vodenje javnega naročila,
hkrati pa nam tudi nudi vso strokovno podporo, ki jo potrebujemo v času pred izvedbo postopka, pri samem postopku in kasneje tudi pri vzpostavljanju poznavanja lokalnih pridelovalcev. Že nekaj let imamo trdno izoblikovan trikotnik, v katerem smo uporabniki, lokalni pridelovalci, kmetje, zadruga in seveda tudi na drugi strani temu rečemo strokovni poznavalci, kot so občina, svetovalne kmetijske službe. Če želimo imeti kakovostno, raznoliko hrano in da je na naših krožnikih vse več domače, lokalne, pridelane in predelane hrane, je nujno potrebno, da sodelujemo vsi trije. In to šola potrebuje pomoč, ki nam jo občina Sevnica zagotavlja ne samo pri postopkih javnega naročanja, organizira tudi različna srečanja, kjer se šolam različni lokalni pridelovalci hrane tudi predstavijo. Tako, slišali smo, kako dejansko potekajo stvari v praksi, koliko je resnično v dveh osnovnih šolah, katerih primer smo danes predstavili, zastopana domača, slovenska, lokalno pridelana hrana. Gospa Tanja Strniša, ena od sogovornic je poudarila, pomembno je močno sodelovanje vseh deležnikov. Na vsak način. Ker lep primer smo videli, kako lahko tudi občina kot ustanoviteljica pomaga pri pripravi javnih naročil. Imamo še nekaj takih primerov v Sloveniji, ko občina dela tudi za več šol, ampak tudi šole, kjer tega ni, se lahko same znajdejo. Jaz sem že na začetku omenila ta katalog, elektronski katalog. Elektronski katalog, mogoče zdaj dve besedi o njem. Elektronski katalog je nastal ravno na podlagi izkušenj, ko smo poizvedovali, kaj je narobe, kaj so pravzaprav problemi šol na eni strani, na drugi strani problemi dobaviteljev, kmetov, industrije, da ne pride do tega stika oziroma do te poti iz njive direktno v šolo. In pri tem smo pač ugotovili, da dostikrat v šoli ni znanja o tem, kako sploh pravilno naročilo oblikovati, da se izkaže to, o čemer smo prej govorili, ta kakovost. Pa da v šole ne vejo ali pa zavodi ne vejo, kdo sploh kaj proizvaja, da nimajo podatkov o njihovih izdelkih. Ta katalog pa lista, oziroma v tem katalogu se pa najdejo vsi proizvajalci hrane v Sloveniji. Tako jabolk, zelenjave, mleka, pa tudi izdelkov, mlečnih, meso in podobno. Pa tudi stvari, kot so testenine in podobne stvari. Skratka, tukaj potem, kdor naroča, katalog tudi omogoča, na eni strani mu ta program omogoča raziskavo, analizo trga, ki je potrebna, kadar greš do javnega naročila, potem mu pa omogoča sestavo javnega naročila in oddajo povpraševanja, bodisi če naročaš v okviru tistih 20%, ko ni javno naročilo, ali pa če naročaš po postopku javnega naročila. Skratka, to je eno pomembno orodje, ki je novo, od novembra je bi rekla pri javnih zavodih na voljo, ki se zdaj s podatki v pridelovalcih še polni, ampak ki bo precej pač ta proces olajšal, tako da ne bo odvisno samo od takih zglednih primerov, ker javno naročanje zmeraj zahteva več napora, če iščemo lokalne pridelovalce, pa kakovostne pridelovalce. In jaz mislim, da bo ta pot in ta napor lažji s tem katalogom in da bo tudi ta naša oddaja, kot je rekel župan, spodbudila še druge šole, ki se s temi birokratskimi ovirami javnega naročanja soočajo, da vidijo, da se da in da se pri dobrih primerih naučijo, kako pripeljati v zavode. Mi smo prej govorili, da nimamo sadja celo leto pa zelenjave, ampak imamo dovolj proizvodne mleka, smo samooskrbni, imamo 30% več mleka, 35% več, kot ga porabimo, smo samooskrbni s perutninskim mesom, z govejim mesom, z jajci, z jabolki, če smo pri sadju in še s čim. In to je celo leto na voljo in bi bilo res prav, da imamo to v šolah iz lokalnega okolja. Jaz sem tudi vesela, da je šola v shemi šolskega sadja in zelenjave, upam, da tudi šolskega mleka. Šolsko mleko zdaj na novo se širi, kar je malo lažje, ampak to so pač proizvodi, ko bi res morali biti iz lokalnega okolja, ker so blizu.
Tole vprašanje je zdaj za vas tri, da boste malce pokomentirali te omenjene poenostavitve, ki ne bi privedle do boljših rezultatov v praksi. Torej od novembra ta e-katalog, to je recimo slabe pol leta. Kako vi gledate na stvari? Župan, Kramer-Zupanova in seveda tudi predelovalci. To bo seveda v dodatno pomoč lahko. Mi pa dovolite, da povem, da naša občina se ne vključuje neposredno v ta izvajanje naročil za nabavo hrane, ampak to počne šola sama, kot smo danes slišali, seveda v sodelovanju z nami. Jaz osebno sem ponosen, da to tako teče. Seveda se bi želel, da bi bilo te hrane lokalno pridelane v šolah še več, pod pogoji, ki sem jih že prej omenil. Rad bi pa še to rekel, da je v zadnjih letih za kmetijsko področje, pa vendarle tudi strani države bilo narejenega veliko. Lejte, večje subvencije za investicije v štale, potem dražje mleko. Skratka, bilo je dano kar nekaj motivacijskih razlogov, da se ta hrana prideluje doma v večji količini. Zdaj treba pa najti samo še mehanizem, kako čim bližje pridelano hrano tudi porabiti. In jaz verjamem, da gre vse skupaj v pravo smer. Bodo te poenostavitve pri naročanju recimo v vašem javnem zavodu prinesle nek korak naprej, da bo manj teh težav, o katerih smo danes tudi govorili? Glejte, omenjeni katalog uporabljamo tudi v naši bolnišnici, ki pa sicer, moram reči, se ne pritožujemo pretirano nad samim postopkom javnega naročanja. Jaz mislim, da smo ga precej poenostavili oziroma da ga je država precej poenostavila, da tudi s tem dodatnim momentom 20% lokalno pridelanih živil oziroma možnost naročanja izven, da te sklope vzamemo izven javnih naročil, da vse to pomaga. In zelo sem vesela, da vse to, kar je bilo našteto, se pravi od mlečnih izdelkov, jajc, perutninskega mesa, praktično tudi v naši bolnišnici je 100% slovenskega porekla. Želela bi si, da bi bil večji odstotek slovenskega porekla oziroma doma lokalno pridelanih živil tudi na področju zelenjave in sadja in verjamem, da se to bo zgodilo. Skratka, sem optimist in me veseli, da vendarle govorimo, da ozaveščamo in da ta odstotek doma pridelane, lokalne, sezonske, zdravih živil vendarle prihaja v javne ustanove in verjamem, da bo postopno tudi v gospodinstvo. Nejc Rumpret, kmetija Karlovček, kot pridelovalec in dobavitelj doma lokalno, kakovostno pridelane hrane. Potrošniki imajo to zavedanje, da je mogoče kakšen evro ali cent, da rečem, dati več, ampak veš, kaj dobiš. Mogoče, da se najprej navežem še na prejšnjo tematiko od kataloga. Pozdravljamo izoblikovanje tega kataloga, ker tudi mi kot pridelovalci smo bili soočeni s težavo, da nekateri zavodi seveda ne poznajo vse pridelovalce in potem imajo interes nabavljati oziroma kupovati stvari od lokalnih pridelovalcev, vendar ne poznajo, ne vejo, kje bi se tega lahko najdlo, niso bile te informacije prej tako dosegljive. Zdaj s tem katalogom je veliko to bolj poenostavljeno, tako da pač mi kot pridelovalci smo večkrat bolj obremenjeni s tem, kako pridelati in na koncu zmanjka nam časa in pa energije za to, da bi to pridelano sadje in pa zelenjavo prodali. In se pač na ta način toliko ne tržimo. Zdaj s tem katalogom imajo pa javni zavodi to možnost, da nas oni sami najdejo in zaprosijo za neko sodelovanje oziroma da se potem to sodelovanje tudi izpostavi. Kar se tiče cen, niso tako velike razlike, so pa slovenski izdelki načeloma dražji od nekih globalnih večjih proizvodnih serij, kjer pač so tudi vsi drugi stroški nižji napram našim z nekim manjšim butičnim pridelavom sadja in pa tudi zelenjave. Kaj pa ozaveščenost potrošnikov? Se dviguje, sicer počasi, z vsemi temi shemami šolskega sadja, z
lokalnimi pridelanim sadjem in zelenjavo, ki se dobavlja v šole in pa vrtce, se to vse počasi dviguje, kar mi moramo potrošnika navajati že v šolah, vrtcih na lokalno pridelano hrano, da je to veliko boljša, da je veliko bolj zdrava, kot pa potem samo v nekih trgovskih centrih, kjer se pač ta slovenska hrana lahko včasih tudi izgubi med vso maso ostalega. Torej, veliko konkretnih primerov dobre prakse smo povedali, videli smo tudi, kako vse skupaj poteka na terenu in seveda v eni pogovorni oddaji se ne da vse povedati in tudi vse spremeniti, smo pa nakazali tiste ključne smernice. Ob zaključku pa morda vprašanje za vse 4, izziv, pogled, cilji za prihodnost, tema pa jasno o tem, kar danes že ves čas govorimo, domača, lokalno pridelana hrana, pa začnimo tokrat s te strani, pa končamo pri gospe Tanji. Mi kot lokalni pridelovalci sadja in zelenjave želimo še naprej sodelovati z javnimi zavodi. Strmimo k temu, da pač ponujemo čim širšo paleto raznih artiklov, se pravi od primarno pridelanih izdelkov, se pravi od zelenjave, sadja in pa tudi potem do predelanih izdelkov, kot so uložnine, se pravi jabolčni kisi, jabolčni sokovi, od sušenega sadja in tako naprej. In želimo s to našo ponudbo čim več zadovoljiti potrebe javnih zavodov. Imamo res to omejitev 20%, zato se pač tudi kot pridelovalci javljamo na javne razpise, vendar tam smo že spet na nek način pogojeni smo na odprtem trgu, bi lahko tako rekel, in se pač je spet tista cena glavna, ki nas omejuje, ali smo potem primerni za dobavo izdelkov ali ne. Sklepna misel vaša? Ja, kupujmo, pridelujmo in jejmo več domače, slovenske, doma pridelane sezonske hrane, zdrave hrane. Se splača za več zdravja. Župan? Jaz bi povabil vse pridelovalce domače hrane, pa naj boditi si to sirarje, zelenjavarje, peke, vinogradnike, če hočete. Skratka, vse, ki trenutno že to počnejo, da zaupajo v trend, da bodo lahko te svoje izdelke tudi lažje prodali v domačem okolju. In doma pridelana hrana je čedalje bolj cenjena in to pa naj bo tudi vzpodbuda in motivacija za večjo in še kvalitetnejšo pridelavo hrane v domačem okolju. In za piko na i, še gospa Tanja Strniša. Jaz sem prepričana, da je kakovostna hrana vrednota, da je to del zdravega življenjskega sloga, danes smo to večkrat poudarjali in z tega vidika moramo tudi priznati, da ima svojo ceno in da se je za tako kakovost tudi vredno potruditi na obeh stranih, tako pri zavodih kot pri pridelovalcih. Hvala lepa vsem sodelujočim za ta zanimiva spoznanja, za ta zanimiva razmišljanja, katera bodo, sem prepričan, pripomogla k temu, da se bo ta ozaveščenost, da bomo bolj pozorni, kaj dnevno zaužijemo, dvignila. Hvala za sodelovanje in veliko uspeha še naprej, da vsak na svojem področju zagotavljate po svojih močeh, da ta domača lokalno pridelana hrana bo res na mizi. Hvala za sodelovanje. Vam, cenjeni gledalci in gledalke, zdaj veste, na vas pa je, kako se boste odločili, seveda vse gre pa za vaše dobro. Hvala za pozornost in srečno.